Domen, pozdravljen, ti si strokovnjak za spletno komuniciranje in komuniciranje na družbenih omrežjih in tudi že nekaj časa opozarjaš na najrazličnejše zavajajoče prakse, ki se jih poslužujejo nekatere Facebook strani. Zadnjih par dni v Sloveniji zelo aktualna nagradna igra, ki obljublja 100 prenosnikov Apple MacBook Pro. To govorimo o prenosnikih v vrednosti približno 1300 evrov. To nagradno igro smo zasledili na dveh straneh, Facebook straneh, Slovenija moja dežela in pa na strani zastonj Apple produkti. Kot piše v samih navodilih, moramo najprej polajkati en kup drugih Facebook strani, deliti fotografijo naprej svojim prijateljem, da takoj razčistimo, da tu gre za zavajanje in za ne neko legitimno nagradno igro. Ampak kaj po tvojem mnenju stoji v ozadju? No, ta mehanizem nabiranja fanov oziroma nabiranja lajkov oziroma všečkov je zelo značilen za Facebook strani oziroma za Facebook komunikacijo pri podjetjih, ki se pač tega poslužujejo samo zato, da si naberejo čim večje število nekih uporabnikov tega omrežja. Ponavadi se zato uporablja mehanizem nagradne igre, ker ljudje največkrat trznejo ali pa si mislijo, da bodo tako na lahek način prišli do neke bogate nagrade. V bistvu je pa v zadnjih samo to, da pač neki ponavadi neimenovani administratorji nabirajo kontakte od teh ljudi oziroma zbirajo te profile za to, da jih potem lahko ali prodajo naprej ali izkoristijo v neke marketinške namene. O nagradni igri pa v večini oziroma v vseh primerih ni ne duha, ne sluha. Treba je poudariti, da se ta mehanizem uporablja oziroma da je ta mehanizem tako koristen ali pa tako praktičen zaradi tega, ker so ljudje sami krivi oziroma ker so ljudje verjamejo, da bodo pač dobili na lahek način neko zelo dragoceno nagrado oziroma zelo drago nagrado in se pač to širi viralno oziroma zelo hitro po vsem omrežju. Kako lahko sami Facebook uporabniki ločijo tiste prave legitimne nagradne igre, ki jih dejansko organizira neko podjetje, so tudi zelo jasno napisani pogoji sodelovanja in pa pravila nagradne igre, od takšnih poskusov pridobivanja zgolj fanov? Torej, kateri so tisti znaki, da gre za zavajanje? Ta prvi znak oziroma ta prva stvar, ki bi jo mogel uporabnik preveriti, ali se ta nagradna igra odvija na uradni strani oziroma na uradnem Facebook profilu podjetja. Ali zadaj stoji dejansko podjetje, ki bo zagotovilo oziroma ki bo zagotovilo te nagrade, ali gre pa za neko spletno stran oziroma profil na Facebooku, ki je bil ustvarjen, ne vem, 10 dni, en teden nazaj. Potem je druga stvar, da morajo biti zelo jasno navedeni pač pogoji sodelovanja v smislu nekega pravilnika. Tega pravilnika na teh lažnih nagradnih igrah ponavadi ni. In na koncu je zelo fino preveriti oziroma pomisliti, če je zadeva smiselna oziroma če pač so postopki oziroma je postopek nagradne igre tak, da je pač smiselen oziroma da ne gre samo za nabiranje nekih kontaktov, ampak da pač podjetje od uporabnika zahteva recimo neko smiselno dejanje, ki bo ustrezalo v naravi nagradne igre. Mogoče samo še to, kako se pa lahko podjetja zaščitijo, da ne bi kdo zlorabil v takšne namene njihovo blagovno znamko, ime njihovega podjetja? Ne morajo se. Mislim, zadevo se da reševati po pravniški poti oziroma najboljše je, da se podjetje pač obrne na Facebook, če taka nagradna igra lažna poteka na Facebooku in potem s pomočjo Facebooka uredi posamezne zadeve. Tudi strani uporabnikov je namesto, da delijo take lažne nagradne igre, bolj hvaležno dejanje, da pač tako stran prijavijo kot spam oziroma kot potegavščino. S tem bodo pač hkrati preprečili, da bi se nagradna igra širila dlje in hkrati se bo mogoče lahko zgodilo, če bo takih prijav veliko oziroma zadosti, da bo Facebook sam izbrisal tako lažno nagradno igro. Domen, povej mi še, koliko iPadov si do zdaj zadev? Ja, glede na to, da sodelujem v vseh teh nagradnih igrah, imam iPadov toliko, da zdaj razmišljam v selitev v neko večje stanovanje, kjer bom imel pač lahko eno sobo sam zato, da bom vse te iPade in vinjete in vse ostalo zložil in da mi ne bodo pač ležali po tleh.